Poglejmo zdaj rezultate na modelu z uporabo ukazov v orodni vrstici. Lahko začnemo z reakcijami. Tukaj imamo dve ukazi, rezultanta reakcij in reakcije. Pokazali bomo rezultanto. V lastnostih, ki se odpirajo, nastavljamo, kaj želimo videti na modelu. Odločili se bomo, da je rezultanta reakcija najnegodnejša kombinacija razreda. Izbrali bomo točno vrednost, ki jo želimo, R v smeri. Po definiranju vseh nastavitev je potrebno klikniti na osveži. Na modelu bo zdaj vidna pridobljena rezultanta reakcij. Rezultati bodo jasnejši, če izključimo volumen in renderiranje. Poleg rezultante je črna puščica, ki označuje opozorilo. Puščica se prikaže, ker je v lastnostih omogočeno prikazovanje opozoril. Opozorilo pravi, da površinski oslonci niso vključeni v rezultanto. Poglejmo zdaj pridobljene rezne sile za ND elemente. Poklicali bomo ukaz za ND notranje sile. Rezultati bodo prikazani za vse n-dimenzionalne elemente, točno silo pa moramo izbrati pod vrednostmi. Vložna sila N, vrednost ekstrem n-dimenzionalne, določa, ali se bodo prikazale samo ekstremne, minimalne in maksimalne sile. Lahko izberemo prikaz vrednosti za vsak element. Ostale nastavitve obdržimo in prikažemo vztrajne sile na vseh n-dimenzionalnih elementih s klikom na gumb za osvežitev. Lahko prikažemo tudi prečne sile ali upogibne momente. Če želimo povečati prikaz diagrama reznih sil na tridimenzionalnem modelu, lahko to storimo z ukazi za skaliranje v zgornjem desnem kotu statusne vrstice. Ponovno prikažimo le globalne merodajne vrednosti. In prikažimo rezultate v tabeli s pomočjo možnosti tabele rezultatov. V tabeli pregledno vidimo vse merodajne rezultate reznih sil po elementih. Tabelo lahko izvozimo v Excel ali inženirsko poročilo. Prikaz rezultatov lahko dobimo v Calci datoteki formatu, formatirani na A4, s klikom na predogled. Od drugih rezultatov omenimo ukaze za n-dimenzionalne napetosti in deformacije, ki jih lahko na enak način zaženemo in prikažemo na vseh n-dimenzionalnih elementih.